Čudne čase živimo. 14. dan vojne v Ukrajini spremljamo tudi na Robinu. Živo iz kraja Lviv oglaša novinar Pop TV-ja Marko Gregorc, tudi naš nekdanji sodelavec. Bravo, kako si? Se držimo, kaj naj ti rečem. Si v kraju Lviv, kakšno je tam življenje, kako se odvija tvoj vsakdan mogoče? Življenje je precej drugačno, kot je v Sloveniji. Moram reči, da sem zdaj tukaj tretji dan in človek se hitro navadi na vse. Bom rekel, prvi dan smo bili kar malce v šoku, ko vidiš vse te oborožene enote, po eni strani vojske, po drugi strani tudi prometna policija. Ni več zgolj v uniforme, ampak ima ob sebi tudi te dolgocevno orožje, bi rekel kalašniki, nisem tak poznavalec tega, ampak se pravi, po 3 dneh se pa navadiš na vse te prizore in ti postane skoraj normalno. Je pa hvala Bogu tukaj na zahodu Ukrajine vse skupaj mirno, tudi alarmov pred zračnimi napadi ni več. Očitno so Ukrajinci ugotovili, da so se Rusi osredotočili na vzhod, na glavno mesto Kijev in vsa ta večja mesta tam bližje beloruske oziroma ruske meje. Tako da je, vsaj kar se tiče vojskovanja, tukaj hvala Bogu mirno. Spremljaš pa zgodbe ljudi, ki iz Ukrajine bežijo. Gre za eno večjih begunskih kriz, ki nas čaka. Kakšne so zgodbe teh ljudi, ki zapuščajo domove? Najbolj mislim, da me je pretresel prizor ene mamice s 5-letnim fantkom, približno 5-letnim ugibam, ker imam tudi sam 5-letnega sina, da je nekaj takšnega bilo. Ta je imel igračo v roki in radovedno opazoval vse te vlake na železniški postaji, občudoval to ogromno železniško postajo in mami zastavljal 1001 vprašanje glede čisto teh velikih igrač, ki jih imajo otroci radi. In mama je mu vse to odgovarjala, si skrivaj brisala solze in jo kakala. To me je recimo zelo pretreslo. Drugače zgodb je nešteto, Mateja, ne vem, kaj naj ti rečem. Strah je prisoten. Zelo. Ja pa ne, v resnici. Mislim, po eni strani sem bil zelo presenečen in bom rekel, da sem zelo veliko beguncev, s katerimi sem govoril, s precejšnjim optimizmom odpravljajo v tujino, v smislu odhajamo zgolj začasno, naši fantje, možje ostanejo doma in se bodo borili in tega bo kmalu konec in se bomo vrnili v svobodno državo. Na drugi strani pa tudi veliko tega nerazumevanja vojne. Recimo včeraj sem imel srečo, da sem slučajno ujel eno programerko iz Harkova, to mesto je trenutno najbolj oblegano, ki malce širše gleda situacijo. In je tako pač rekla, ne vem, če se zavedate, ampak mi sploh na vzhodu Ukrajine smo praktično ruski narod. Vsi govorimo ruski jezik, številni smo po identiteti, po nacionalnosti v resnici Rusi oziroma ruskega porekla in ni niti najmanj jasno, zakaj neko takšno mesto, ki je praktično rusko, je zdaj obstreljevano strani Rusov in potem tudi pokazala mi tudi posnetke, ki jih je posnela s svojim telefonom, evidentno tudi civilne tarče. Ko si prispel v Ukrajino, je bilo kaj takega, kar te mogoče presenetilo, da je bilo kaj drugače, kot si pričakoval, mogoče, ko si bil na poti v Ukrajino? Mislim, milijon in ena stvar, zdaj popolnoma nepomembno. Za začetek tukaj cestna infrastruktura, tudi v tem delu, kjer ni vojne, je izredno slaba. Ukrajina je evidentno, v primerjavi s Slovenijo, evidentno precej razslojena država. V smislu to podeželje in te ceste med večjimi mesti so precej slabe, tudi te vasi so že na oko. Vidiš, da ni neke bogatije, medtem ko tukaj sam center Lvova je pa evropsko mesto, z normalnimi, bom rekel, Apple Store in vso ostalo tehnologijo in tudi dragimi avtomobili, ampak že tukaj, ko zapelješ malce ven iz centra mesta, vidiš, da je razslojenost že v osnovi, že brez vojne velika in ta vojna bo gotovo še samo poglobila. Marko, še to, si v stiku z ljudmi, ki bežijo.
po Evropa, svet, Slovenija, tudi na Goriškem, imamo kup zbirnih centrov za pomoč Ukrajini. Kaj je konkretno tisto, kar ti ljudje najbolj potrebujejo, kaj naj prinesemo v te zbirne centre, da jim bomo pomagali po najboljših močeh? Ja, recimo, bom prav biti čim bolj konkreten. Vidim, da se zbira, recimo v Sloveniji, še tudi ko sem sam bil, da vsi zbiramo oblačila, kar ne gre v promet. No, da sem že na poljski meji videl, teh oblačil obstaja tam na tone, na kubike. Medtem ko pa, recimo, mi smo prišli na poljsko mejo ob 4 zjutraj, ko je res stiskal ta hladen, na nek način, ne vem, sovjetski mraz. In tam so si begunci, še zmeraj so ti begunci toplo oblečeni, ne, se niso šli od doma bosi in nagi. Je pa tako, no, že ko imaš bundo in vse na sebi, vseeno zelo pride prav še kaj toplega. In sem videl, da so se zelo hitro pognali po kakšne odeje. Odejo si lahko daš čez nahrbtnik, čez celega sebe, zaviješ k sebi še otroka. Ne nazadnje potem s to isto odejo lahko tudi lažje se vležeš na železniški postaji, ko si na toplem, lažje potuješ z vlakom. Tako da te odeje so se mi zdele res ena stvar, ki jo ni bilo dovolj in ki je šla zelo v promet. Drugače pa seveda daljša, kot bo ta kriza, več bo treba tudi denarnih sredstev. Mislim, da bo počasi tudi v Sloveniji zmanjkalo nastanitev in bo treba tudi mogoče v tem kontekstu kaj ponuditi. Marko Gregorc, hvala, ker si danes vzel čas. Pazi nase, okej? Ja, hvala za povabilo, bomo pazili nase in se še kaj oglasimo, tako da srečno. Srečno.